računanje s koreni. Malo smo se ga že lotili, ampak nismo pa delali natančno. Vedno smo si koren izračunali na kalkulator, pa smo dobili decimalke in s približki, ne. Koren kot taka matematična struktura, z njimi lahko računamo tudi natančno oziroma rezultate potem pustimo v korenih. No, in poglejmo, kako se obnašajo koreni, ne. Na primer, najprej si damo naslov, prvič seštevanje in odštevanje korenov. Na primer, imamo koren 2 plus koren 2 plus 5 koren 2. Kako zdaj to seštejemo? Da bi kar sešteli pod koreni, ne bo šlo. Zato je treba reči, tako si moramo reči, ne, imamo en koren 2 plus še en koren 2 plus še 5 korenov 2. Se pravi, vsak koren 2 je ena taka celota, tako kot če bi imeli x ali pa karkoli drugega. To pomeni, da v bistvu, kaj naredimo, je številke oziroma faktorje pred koreni, to bi bilo tako en krat koren 2, seštejemo oziroma odštejemo, koren pa prepišemo. Se pravi, 1 plus 1 plus 5 je 7 koren 2. Ne? Tako. Okej, se pravi, paziti moramo. Recimo, če imamo pa koren 2 plus koren 3, takrat pa korena ne moremo sešteti skupaj, a ne, ker nista enaka. In je na žalost rezultat že kar takšen, ne. Če pa imamo recimo koren 2 plus 3 koren 5 plus 2 koren 2, potem pa lahko korene iste vrste seštejemo skupaj. To pomeni, imamo en koren 2 plus 2 koren 2 sta 3 koren 2 in zraven prepišemo še 3 koren 5. Koreni nam služijo nekako kot spremenljivke, ne. Tako kot smo z x-i pa y-ji računali. Se pravi, ta bi bila dve različni spremenljivki, ne. Različna korena se pač ne morata sešteti skupaj. Se pravi, rekli bi tako, seštevanje, odštevanje korenov. Korene iste vrste seštevamo ali odštevamo tako, da številke pred koreni izračunamo, ne, se pravi, seštejemo, odštejemo, koren pa prepišemo. Korene lahko seštevamo samo tiste, ki so iste vrste. Okej. Ta stavek bom vam še potem pokazala, imam tule, kot ste verjetno opazili, že malo zraven, ne, se pravi, pri seštevanju in odštevanju korenov si zapišite takole: korene iste vrste seštevamo ali odštevamo tako, da s koreni pred korenom računamo, koren pa prepišemo. Okej. No, potem sta še pa dve taki pravili, ki bi jih rada omenila, uporabljam, smo jih pa v bistvu že. In sicer, kaj se zgodi, če imamo produkt pod korenom, ne. Na primer, če imamo takole 2 krat 3 pod korenom. Zdaj, izkaže se, da je vseeno, ali rečemo, to je isto kot koren 6, ali pa računamo posebej koren 2 krat koren 3. Zdaj, mogoče v tem primeru se nekako tole ne vidi, poskusimo še en primer, kjer se bo to bolje videlo. Na primer, ne. Recimo, če imamo 4 krat 25, ne. Kako lahko zdaj to naredimo? Ja, dve možnosti imamo. Prva možnost je, da pod korenom zmnožimo, dobimo koren 100 in to korenimo in to je 10. Druga možnost je pa, da koren nesemo na vsakega izmed faktorjev. Se pravi, koren 4 krat koren 25. Zdaj pa izračunamo vsak koren posebej in to je 2 krat 5, kar je 10. In res, oba konca enačbe sta enaka, torej pomeni, tako se da tudi narediti, ne. In pravilo, ki ga lahko to napišemo, je, če imamo produkt pod korenom, potem lahko pač zmnožimo pa korenimo ali pa dobimo korene obeh faktorjev, ne.
To je druga taka zadeva. In podobno lahko pogledamo si tudi z ulomkom, a ne. Se pravi, če imamo ulomek pod korenom, takole, imamo recimo, dajmo 4 25-tine. To lahko izračunamo tako, da koren ima vsakega izmed imenovalcev in števcev, ne. Se pravi, zgoraj in spodaj moramo napisati koren. In dobimo 2 polomljeno s 5. Če bi pa dali to v kalkulator, pa bi tudi dobili 2/5 oziroma 0,4, ne, kakorkoli bi že šli. Tako, mogoče si ti 2 stvari še zapišite. Se pravi, 3 stvari zdaj znamo početi s koreni, in sicer lahko jih seštevamo in odštevamo, vendar moramo paziti, da vedno seštevamo in odštevamo enake. Potem koren produkta je enak produktu korenov. To ta formula pove. In pa koren ulomka je enak ulomku korenov, ne. Se pravi, da lahko koren nesemo na oba v ulomku ali pa koren pri zmnožku nesemo na vsakega izmed faktorjev. In ta pravila nam koristijo pri računanju s koreni. Še 2 si bomo mogli pogledati, a ne, da bomo pa res obvladali vse. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!